Pozdravljeni. Hvala za tako lepo predstavitev, se ne rabim več nič predstaviti. Danes imamo eno luštno temo, in sicer minerali. In se bomo sprehodili skozi ta svet mineralov. Pa poglejmo, kaj sploh minerali so in kaj za nas predstavljajo. Minerali so anorganski kemijski elementi, ki tvorijo glavni del zemeljske skorje, posledično pa se nahajajo v rastlinah, živalih in tudi v nas samih. Pomenijo 4,5% naše telesne mase, katerih glavnina se nahaja v kosteh. So eden najpomembnejših elementov, ki jih moramo redno vnašati v telo. Vprašanje, zakaj? Vitamini brez mineralov v telesu ne morejo delovati, pa tudi telo jih brez mineralov ne more sprejeti. In medtem ko nekaj vitaminov telo lahko tvori samo, ne more tvoriti nobenega minerala. Vse življenje moramo minerale vnašati s hrano, z vodo in s prehranskimi dodatki. Vendar količine posameznih mineralov v hrani zelo varirajo in so odvisne od številnih dejavnikov, zlasti v hrani rastlinskega izvora. Odvisne so od sestave tal, lokacije, letnega časa in podnebja. In z leti je teh mineralov v rastlinah vedno manj, posledično tudi v nas. Drugi pristop je še tudi ta, da dovolj velik vnos še ne pomeni zadostne uporabne količine v samem organizmu. Kajti pomembni so dejavniki, ki se nanašajo na stanje samega organizma, ker so od njih odvisne sama absorpcija, distribucija, biorazpoložljivost, presnova in na koncu tudi eliminacija. Minerali kot taki so nujni in nepogrešljivi za tvorbo encimov, hormonov, strukturnih beljakovin. Prek njih vplivajo na pravzaprav vse sestavine človeškega organizma. Vsak mineral ima specifično funkcijo, zato njegovo pomanjkanje vpliva tudi na vse funkcije, v katerih sodeluje. Minerali so med seboj tudi zelo povezani, zlasti tistih iz istih skupin periodnega sistema. Pomanjkanje enega vpliva na celo vrsto drugih, organizem pa jih po potrebi lahko tudi zamenjuje. In kadar pride do deficita mineralov v organizmu, to zaznavamo na različne načine. Lahko so to krči v mišicah, drhtenje, lahko je to brezvoljnost, nervoza, utrujenost, krhkost nohtov, kosti, zobovja, redki lasje, slab vid, razne spremembe na koži, slabše celjenje ran, pomanjkanje apetita. Vse to je lahko posledica premajhnega vnosa mineralov v telo. Minerali, ki vstopajo v organizem, so lahko anorganske soli ali pa organske spojine in le-ti prihajajo v keliranih oblikah, kar je osnova, da se tako lažje absorbirajo. Minerali morajo biti namreč visoko biološko razpoložljivi, da jih telo lahko sprejme in uporabi. Običajno pa imajo najboljšo biološko razpoložljivost organsko in proteinsko vezane mineralne snovi. Izdelki, ki vsebujejo minerale, pa morajo biti tudi v ravnotežju. Zakaj? Ker morajo ustrezati fiziološkim potrebam organizma. Kajti, če uživamo neuravnotežene izdelke dalj časa, lahko privedejo do neravnotežja v metabolizmu ali inhibirajo resorpcijo drugih hranljivih substanc. Doza mora biti merjena tako, da dosegamo tudi zastavljen cilj. Ali je to preventivni učinek ali terapevtski. Pa si kar poglejmo osnovne minerale in kako jih delimo.
Poznamo makroelemente oziroma oligoelemente, med katere spadajo kalcij, magnezij, železo, cink, fosfor, žveplo, kalij, natrij, klor, baker. In pa elemente v sledeh, to so jod, mangan, selen, molibden, krom, fluor. Pogledali si bomo 5 osnovnih elementov in začnimo kar s prvim, to je magnezij. Magnezij poznamo, da sodeluje v več kot 300 encimskih sistemih. 60% magnezija v našem telesu se nahaja v kosteh, skoraj 30% pa v vezivnem tkivu. Največje koncentracije magnezija so v možganih in v srčni mišici. Magnezij je pomemben za nevromuskulaturni prenos dražljajev, za mineralizacijo kosti, odgovoren je za delovanje kalcijevih kanalov in črpalke v celični membrani. Prav tako sodeluje pri tvorbi in izkoriščanju adenozin trifosfata. Če izpostavimo takšne glavne simptome, kadar je magnezija premalo, se bomo mogoče tudi kje med njimi prepoznali. To so depresija, razdražljivost, nervoza, slabše pomnjenje, drhtenje mišic, krči, slabosti. Priporočeni dnevni vnos magnezija se giblje nekje med 300 do 400 miligrami, je pa predvsem tudi odvisno od same absorpcije. Absorpcija magnezija poteka po celotni dolžini tankega črevesja. Ledvice so regulator serumske koncentracije, tako da pri večjih dozah magnezija moramo biti previdni, komu ga priporočamo in kako. Magnezij v pripravkih se pojavlja v različnih oblikah, v organskih, ki se v telesu dosti bolje absorbirajo kot anorganske oblike, pa si bomo jih tudi pogledali v samem izdelku, ki ga ponuja Kalivita. To je magnezij B6. Že iz naslova oziroma imena izdelka lahko razberemo, da je v izdelku prisoten magnezij, cink in vitamin B6. Vitamin B6 je dodan zato, ker povečuje biorazpoložljivost magnezija. Cink pa zato, ker deluje sinergistično in v odmerkih, ki so manjši od 25 gramov, povečuje samo absorpcijo magnezija. Magnezij ima eno lastnost, da nevtralizira želodčno kislino in lahko vpliva na prebavo. Zato magnezij se priporoča, da se vzame po obroku. Če pa je le ta proteinski, se bo pa absorpcija magnezija samo še pospešila. Izdelek priporočamo predvsem športnikom in vsem osebam ob intenzivnem telesnem naporu. Prav tako v primeru večjih izgub tekočin, kot je recimo potenje, ali v primeru psihičnega pritiska med preverjanji znanj ali pri stresu na delovnem mestu, kateremu je večina ljudi danes podvržena. Prav tako v primeru neuravnotežene prehrane. Danes so namreč zelo popularne najrazličnejše diete, ki so skromne. Prav tako nosečnicam in doječim materam in pa osebam, ki pogosto uživajo alkohol. In smo že pri drugem mineralu, ki je zelo pomemben in je tudi najbolj zastopan mineral v človeškem telesu, to je kalcij. 99% kalcija se nahaja v kosteh in zobeh in predstavlja strukturni del kosti. Ostali 1% pa se nahaja v krvi, limfi in telesnih tekočinah. Kalcij sodeluje v uravnavanju prepustnosti celičnih membran, pospešuje strjevanje krvi, močno deluje na centralni živčni sistem,
prav tako je potreben za normalno kontraktilnost prečno progaste in gladke muskulature. Vse te funkcije so potrebne za življenje in zato moramo telesu zagotoviti zadostno količino kalcija. V današnjem času je pomanjkanje kalcija relativno pogosto in povečan vnos v nekaterih obdobjih je izredno pomemben, predvsem v obdobju rasti in v starosti. Vemo, da so kosti dinamično tkivo in se stalno obnavljajo in če jim le za to damo priložnost. Če to ne bomo zagotovili, bo telo začelo koristiti kalcij iz svojih zalog, torej iz kosti, naš gradbeni material. Vsekakor si pa tega ne želimo. Zato imamo tudi pomoč pri Kali-Viti in eden izmed teh izdelkov je Strong Bones, ki vsebuje kalcij in minerali v pravilnem ravnotežju. Kalcij nastopa tukaj v 3 oblikah, in sicer kot karbonat, citrat in acetat, magnezij pa celo v 4, oksid, citrat, sukcinat in bisglicinat. Drugi izdelek, ki pa je tudi še nadgradnja prvega, je pa kalcium magnezium plus, ki pa vsebuje zraven kalcija in magnezija še vitamin K in D, seveda z namenom. Kalcij se absorbira v tankem črevesju in vitamin D poveča absorpcijo kalcija. Vitamin K pa odlično dopolnjuje jemanje kalcija, saj mu pomaga, da se veže v kostno tkivo. Na ta način vitamin K lahko prepreči utrditev mehkih tkiv in izboljša izkoristek vitamina D in kalcija. S tem tudi poskrbi, da se vežeta točno tja, kjer jih telo potrebuje, se pravi v kosti. Komu ta izdelek lahko priporočamo? Predvsem osebam, ki okrevajo po zlomu kosti, potem so tu noseče matere, mladi ljudje za razvoj zdravega okostja, ljudem v zrelih letih, starejšim ljudem za boljšo gibljivost in osebam, ki ne uživajo dovolj mlečnih izdelkov oziroma osebam, ki redno uživajo kavo, gazirane pijače in ki imajo simptome, kot so mišični krči, bolečine v mišicah, krki nohti, šibki zobje ali da so prisotni zlomi in prebavne težave. Tretji mineral, ki ga bomo danes še pogledali, je cink. Cink se v naravi nahaja le v spojinah in ga imamo v telesu nekje od 2 do 3 grama. Je esencialni element v sledeh. Fiziološke funkcije odvisne od cinka so rast in delitev celice, spolno dozorevanje, reprodukcija, prilagajanje temi, celjenje ran in vključen je v imunski sistem. V bistvu je cink neke vrste superjunak med minerali. Je pomemben antioksidant, brez katerega imunski sistem ne bi deloval tako, kot mora. Pomanjkanje cinka ima za posledico motnje v rasti, alopecijo, dermatitis, ulceracije, diarejo, imunološke disfunkcije, psihološke motnje, motnje okušanja in voha. Priporočeni vnosi cinka so nekje med 12 in 15 mg. V našem izdelku je v eni kapsuli 15 mg in sicer oblika cinka je cinkov bisglicinat, ki omogoča maksimalno absorpcijo, s čimer se doseže visoka biorazpoložljivost. Takšna struktura kelatnega prsana namreč ščiti mineralno strukturo pred nezaželenim delovanjem v prebavnem traktu. Zato ima kelatna oblika dobro biorazpoložljivost. Priporočena uporaba kelatnega cinka je 1 tabletka na dan in da ga zaužijemo skupaj z obrokom zvečer.
Kadar pa so potrebe po cinku večje, imamo še en izdelek, in sicer Mega cink. Ta vsebuje 50 mg. Lahko ga priporočamo še vsem, ki živijo v mestih z onesnaženim zrakom, vsem, ki ne uživajo prehranskih izdelkov z visoko vsebnostjo cinka, kot so meso ali polnozrnata žita. Prav tako športnikom in vsem, ki opravljajo težka fizična dela. In vsem, ki so seveda v stresnih življenjskih situacijah. Še en takšen zelo pomemben mineral je selen. Selen je tudi izrednega pomena, vendar se ta razlikuje, da ga potrebuje telo v izredno majhnih količinah. Spodbuja metabolizem in organizem ščiti pred škodljivim vplivom prostih radikalov. Selen je sestavni del encimov, ki so odgovorni za zmanjšanje oksidativnega stresa, in je sestavni del encima glutatijon peroksidaze, ki je najpomembnejši, najbolj zastopan antioksidativni encim v človeškem organizmu. Izdelek, ki nam tu prihaja naproti, je proselenium. Ta vsebuje v eni tabletki 50 mikrogramov v obliki selenometionina in natrijevega selenata. Proselen kot takšen deluje zelo dobro v primeru oslabljenega imunskega sistema, kadar so prisotne mišične šibkosti in utrujenosti. Priporočamo ga lahko vsakomur za močno antioksidativno zaščito, kadilcem, moškim za izboljšanje plodnosti ali vsem, ki se držijo stroge veganske diete ali uživajo hrano z nizko vsebnostjo beljakovin. Absorpcijo selena pa povečuje vitamin A, je pa tudi dosti govora o tem, da skupaj z vitaminom E poveča antioksidativno delovanje. In še zadnji mineral, ki bomo ga danes malo bolj podrobno pogledali, je železo. Železo spada med eno najstarejših zdravilnih sredstev. Pred nekaj stoletji so anemije zdravili tako, da so uporabljali železne opilke v vinu. Danes je to malo drugače. Pa poglejmo. Železo v hrani živalskega izvora prihaja vezano na proteine in se absorbira nekje v 20%. V hrani rastlinskega izvora prihaja kot sol anorganskih kislin, kjer pa je absorpcija bistveno nižja in se vrti okrog 10%. Absorpcija poteka po vsej dolžini tankega črevesja, vendar je omejena s fizikalno-kemijskimi lastnostmi železovih ionov in s fiziološkim stanjem železa v organizmu. V celicah črevesa se železo veže z proteinom apoferitinom in nastaja feritin. Sama absorpcija pa se preneha šele takrat, ko so skladišča napolnjena in ves apoferitin izkoriščen. Pomanjkanje železa večkrat se zasledi pri majhnih otrocih, pri ženskah pred menopavzo, pri nosečnicah in doječih materah, pri veganih in vegetarijancih in pa tudi pri najstnicah. Kajti najstnice včasih potrebujejo tudi dvakrat višje doze kot odrasla ženska. Podvržene so tudi najrazličnejšim dietam in so v času intenzivne rasti. V ta namen lahko uporabimo izdelek Iron Plus. Iron Plus je visokokakovostni kompleksni izdelek, ki vsebuje železov fumarat. Dodan pa je tudi vitamin C in citrusni biflavonoidni kompleks, ki povečuje absorpcijo železa. Pri doziranju Iron Plusa pa smo pozorni še na eno vedenje, in sicer, da je absorpcija železa slabša ob povišanem pH
želodčnega soka. Torej, če se uporabljajo antacidi, je priporočeno, da se Iron Plus vzame vsaj 2 uri pred ali po uporabi zdravila. Priporočamo ga lahko, kot smo že omenili, ženskam v rodni dobi, da se nadomesti izguba železa med menstruacijami, nosečnicam, potem otrokom in mladostnikom in športnikom in pa vegetarijancem in veganom. To je 5 mineralov, ki jih lahko v Kali-Vitinih izdelkih dobite posamično, si lahko z njimi pomagate. Imamo še pa en taki super izdelek, Power Mins, ki vsebuje 10 najpomembnejših mineralov, potrebnih za vsakodnevno delovanje vseh naših celic. Pa si poglejmo, kaj vsebujejo Power Mins. Zraven omenjenega kalcija, magnezija, cinka, selena in železa vsebuje še jod, ki prispeva k normalni tvorbi ščitniških hormonov, krom, ki vpliva na presnovo ogljikovih hidratov, mangan, ki sodeluje pri procesih proizvodnje energije, potem sta še pa tukaj baker in pa molibden. Power Mins lahko priporočamo vsem od mladostnikov do starostnikov, športnikom, vsem, ki opravljajo fizično naporno delo, vsem, ki potrebujejo nadomestilo vsaj 2 mineralov, vsem, ki že uporabljajo vitamine in želijo s tem optimizirati njihove koristne učinke. In če dovolite, bi zaključila še današnje predavanje z Hipokratovimi besedami, da je narava najboljši zdravnik. Mi pa bodimo toliko, da izkoristimo še moč mineralov, ki nam jih ta narava tudi ponuja. Hvala lepa.